Pomembni sta tudi velikost živali in dolžina dlake, saj bo manjše pse in mačke, ki jim sneg sega do ramen ali še više, zazeblo veliko prej kot denimo velikega in dolgodlakega psa. Manjšim psom je torej priporočljivo sprehod v izjemno nizkih temperaturah nekoliko skrajšati. Manjše pasme, kratkodlake pasme je priporočljivo obleči, zato ker so tudi zaščiteni pred vetrom, pa mogoče tudi pred dežem oziroma pač pred drugimi takimi groznimi neprilikami, ki bi jih lahko zeblo, in toplo priporočamo tudi oblačila, seveda. Ja. V zimskem času je velika težava tudi sol, ki se uporablja za posipavanje cest in pločnikov. Ta sol in druge kemikalije škodijo, lahko povzročajo kakšna vnetja, srbečico in tako dalje, zato se pač priporoča, da se pač kuži, ko pridete z njim domov, pač pobriše ali pa umije, da blazi tačke. Živali, ki večinoma živijo v stanovanju, so še posebno občutljive na temperaturne spremembe, zato se pogosteje slabo počutijo in tudi prej zbolijo, kot pa živali, ki redno bivajo zunaj. Da psi, ki so sicer not in so tudi manj izpostavljeni nekim takim hudim, mrzlim razmeram, jih je pač treba vseeno malo bolj paziti. Veste, ko gremo mi ven, se oblečemo, se zaščitimo, tako kuža ni vajen mrzlega in je potem bolj na udaru ziher. Ampak fajn je, tudi se priporoča, da preden gremo ven, da se zadržujemo mogoče v kakem predprostoru, kjer ni tako mrzlo, pa tudi ni tako vroče oziroma toplo, kot imamo v bivalnih prostorih, mogoče vsaj kakih 10-15 minut, če je to možno, seveda. Z izjemno nizkimi temperaturami se borijo tudi v mariborskem zavetišču za živali. V samem zavetišču je težko za neke čudeže izvajati, ampak nikaj dosti drugega, kot pa da enostavno poskrbimo, da damo čim več živali tam v tiste bokse, kjer imamo talno gretje. Potem seveda tudi, da imajo eno toplo ležišče, da so res na toplem in mehkem. In pa seveda potem tudi enkrat, ko so že take nizke temperature, potem tudi popoldne oziroma čez noč jih zapiramo notri v notranje bokse, tako da so že živali res na toplem. Vodja zavetišča pa v teh neugodnih vremenskih razmerah apelira predvsem na lastnike hišnih ljubljenčkov. Naj poskrbijo za to, da imajo psi toplo zavetišče, pa ne samo psi, tudi druge živali. Če je le možno, da imajo neko zavetje, sploh pred vetrom, nasplošno pred vremenskimi vplivi, da imajo tudi kakšno izolacijo, recimo kakšno seno je super izolacija, živali bojo z veseljem gor ležale. In pa tudi je treba poudariti, da ljudje zelo pozabljajo na to, da je treba zdaj po zimi pri takih temperaturah skoraj da večkrat menjati vodo, kot pa poleti. Zato, ker poleti sicer malo izhlapi, zdaj pa zmrzne. Med zimske nevarnosti, ki prežijo na hišne ljubljenčke, sodi tudi zastrupitev z antifrizom, ki vsebuje etilenglikol, izredno strupeno kemikalijo. Posebno pozornost v zimskem obdobju velja nameniti tudi sredstvom za zatiranje glodavcev, saj jih ljudje iz urbanih okolij skušajo pregnati z različnimi strupi. Lastniki morajo zato biti izjemno pozorni na obnašanje živali, saj pri akutni zastrupitvi pride do prekomernega tresenja in slinjenja ter notranjih krvavitev, ki se kažejo s krvavim uriniranjem ali bljuvanjem.